ko so se zgodile vstaje leta 2012, sem bil med prvimi, ki smo jasno in glasno protestirali zoper tisto situacijo, ki se je takrat zgodila. Meni nič ni manjkalo, ne meni, ne moji takratni družini. Brat me takrat klical, da to ni vrejo, kaj počnem. Jaz nikoli ne počnem ničesar, kar si sam ne zadam, in to ni bilo v redu, in takrat sem se postavil po svojih prepričanjih in tako počnem tudi danes. In ko se je zgodila situacija, ko se je začelo dogajati, da bivšemu županu kaže dobro, si nisem mogel dovoliti kot nekdo, ki se je rodil v tem mestu, ki bo v tem mestu umrl, nekdo, ki ima 2 otroka, ki sta fantastična otroka, nekdo, ki ima ženo, ki je pred 3 meseci stala tukaj na tem odru, ko je prejela plaketo za najboljšo štajersko zobozdravnico, po mnenju bralk in bralcev meni tako dragega časnika Večer, ne, jaz si ne morem dovoliti, da bi dovolil, da tak župan ponovno pride nazaj. Tako to je razlog, zakaj sem se odločil aktivno vstopiti v zgodbo. In sam še beseda na to temo, ne dovolim si žaliti moje inteligence, ki je izmerjena in zelo visoka. In ne želim si, lejte, v Novi vasi smo rekli takim, da se lahko zunaj izmenjamo, prosim, če ste mirni, ok, lahko pa pol zunaj vse rešimo. In žaljenje moje inteligence se dogaja s tem, ko se banalizira tiste vstaje z retoriko, da so bile politično zrežirane. Name, še enkrat, je moj brat skušal vplivati, ki je član stranke SDS, jaz sem zelo ponosen na njega in ni mogel vplivati name. Name ni doben potiskal na tiste vstaje, niti ko nas je bilo 20, niti ko nas je bilo 500, niti ko nas je bilo 30 tisoč. To sem bil jaz in mojih 30 tisoč kolegov, ok. Pa še samo stavek glede gospoda Arsenoviča, ki sem ga imel možnost spoznati tudi v živo na enem nogometnem turnirju in potem kasneje. Jaz moram na tem mestu povedati, da dolgo nisem srečal človeka, ki bi name naredil tak vtis, frajer, športni tip, in vedno sem se, da rečem, sem ga občudoval kot podjetnika in sam kot bivši bančnik sem sam drznil še en stavek povedati glede njegovih dolgov. Njegov denarni tok z lahkoto omogoča odplačevanje teh dolgov in to ni nikakršen problem, samo toliko, ker se mi zdi pošteno to na tem mestu povedati. To pa ne pomeni, da bi on bil dober župan, on je odličen podjetnik, on je frajer, ampak voditi občino ni enako kot voditi podjetje. In ko gledam tukaj pa doktor Fištravca, doktorja znanosti, doktorja sociologije, ki je 6 let svojo ekipo garal, se odprl trgov navzven, potoval na Kitajsko, pripeljal investicije v mesto in vsem tistim, ki menijo, da je ena pot v eno državo dovolj, da pripelješ posel, lahko povem samo to, da v življenju še niste kaj dosti ustvarili.